Mladi, mladih, mladim, mlade, pri mladih z mladimi. Mladi danes. O mladih in z mladimi za boljši jutri. Živijo, sem Matej Cepin in z Nives Pelič. Iz Nefixa. Se tokrat nahajamo ponovno v podcastu Mladi danes in tokrat Nives, kdo je z nama? Imamo enega posebnega gosta, ki ga jaz poznam zdaj le že malo več kot 6 let. Se spomnim prav prvega srečanja, ko sem te, Matic, spoznala. Imeli smo prvo srečanje mreže mladinskih centrov in ti si bil naš gostitelj takrat. In mi je res ful veliko veselje, da si se v 3 minutah odzval na moj mail. Ja, to zdaj lepo zdrav. Ja. Hitrost te je fascinirala. Hitrost me je čisto fascinirala, ker sem meni je bilo ful dobro, meni sem bil že itak car, ko smo sodelovali v mreži mladinskih centrov, ne, in pol, ko smo z Matejem malo govorili, koga bi lahko povabila, ne, sem jaz rekla, kaj pa Matic, ne, on vem, da zdaj je aktiven še zmer na tem področju mladinskega dela, ne, bi ziher lahko kaj povedal, no, in mi je bilo res super, ko si se tako hitro odzval, no, in brez nekega problema. Ja, hvala za povabilo. Gremo. Ja. Kdo je zdaj ta Matic Munc? Ja, kdo je zdaj Matic? Ja. Jaz sem malo naredila research na spletu. Malo sem te postokala. Verjamem, da lahko poslušalci naredijo isto. Bojo pa izvedli po parih scrollih, no, da imaš svojo spletno stran, na kateri lahko preberajo nekaj tvojih zapisov, ne. Potem pa se ukvarjaš zdaj v zadnjem času, torej delaš, po izobrazbi si psiholog. Drži. A si bil takrat že tudi potetoviran? Zato psihologi veljajo za pridne, ne? Ja, zelo pridne, ja. A si bil takrat tudi? Veš kaj, pravzaprav prvi tatu, ampak je neviden, tega vam ne bom kazal, ker je pod majico. Sem ga takrat sicer res že imel, sam noben ni vedel za njega. Drugač pa ja, ne, psihologi in psihologinje so pridni ljudje, ja. Študiozni. Sorry, Nives, za ta let. Super. No, kar pa mogoče jaz nisem zasledila, no, na teh prvih scrollih, no, je pa to, da torej in bi te jaz opisala kot mladinskega delavca, ker se mi zdi, da to, kar ti delaš z mladimi, je lahko tudi nam, ki smo zaposleni, no, če lahko tako rečem kot mladinski delavci, je lahko ful v en velik zgled pa eno motivacijo, no, na kak način pristopati z mladimi. Delaš pa zdaj bolj na področju nekega terapevtskega dela. No, pravzaprav jaz svobodnjak se neke vrste, tako da ne terapevtsko, jaz pravzaprav ne delam svetovalno delo, okay. Ampak predvsem so mi razne izobraževanja, so mi zelo izziv, pa bolj neko projektno delo, pa hvala, no, ko si rekla, mladinsko delo. Ja, meni se zdi, da je cenjenje mladinskega dela še vedno prenizko v Sloveniji. No. Je dobro, da ta poklic pravzaprav vedno znova malo menjamo, pa rečemo, človek je pa mladinski delavec, ker zelo veliko ljudi v bistvu res tudi ne ve, kaj to je. No. Da, so pa te klasične floskule, a to ste vi, ki se malo igrate z otroci, pa karte, pa tako naprej. Mladinsko delo je ena posebna interdisciplinarna veda, kaj je poklic, ki je tak zelo zanimiv in hvala, no, kaj si tako opisala. Drugače, jaz te pa ne poznam osebno tako dobro, večkrat sem že bil v tvoji bližini, sva bila že skupaj, ampak nisva se nikoli še osebno prej pogovarjala. Imam pa spomin bolj iz medijev, ne, da skozi rineš v neke težke zgodbe, ne? Nekako me te težke zgodbe me nočejo zapustiti, čeprav zadnje čase se medijem res tudi malo izogibam, se mi zdi, da je bilo tega dovolj. Je bilo dovolj. Res bilo dovolj. Drugač pa ja, to zgleda neke vrste vse. Ker jaz jih ne konzumiram veliko, pa je bilo veliko. Ja, a veš, tako da gotovo je bilo zate dovolj. Ja, je bilo to zdaj danes lahko rečem, da je bilo pravzaprav neke mere tudi preveč. No. Tako da, ampak ok, pa bi je mogoče sam za poslušalce vseeno 2 stavkih razlož, zakaj si bil ti v medijih takrat. Ja, pravzaprav začetek zaradi medijev je bilo zato, ker sem najprej prevzel vodenje sindikata, takrat Centra za socialno delo. In ker ljudje iz področja sociale, takrat razni deležniki ob raznih težkih zgodbah, ali so to odvzemi otrok, niso želeli v medijih nastopati, dobesedno, predstavniki ministrstva so se vedno izogibali gostovanjem v medijih, so me potem v nekem ključu, to je bil začetek, so me porinili v to, da bo pa predsednik sindikata Centra za socialno delo začel govoriti in
potem se je nekako tako začelo. Ja, malo se me pa seveda tudi pozitivno teple. Pač predhodne izkušnje, da sem delal na medijih in mi pač ni težko govoriti in potem se je to dvoje zložilo. Hkrati sem pa pol v privatni praksi pa začel tudi dobivati zelo težke primere in so nekateri od teh tudi pač bili javno izpostavljeni in potem se je ta skala valila in je bilo tega res v enem obdobju absolutno preveč. Pa še ne vem, pisal sem kolumno, ni več omenila blog, je bil včasih veliko bolj živ, zdaj nekako včasih nimam nekih motivacije. Si odpornost za medije zgledaš tako dosti udoben z tem, da si bil toliko po medijih in tudi ne samo lepo. Si jo razvil tekom ali si že prišel v te zgodbe pripravljen in odporen? Ali si že tak po značaju ali je ta lekcija bila zate kar težka? Trening je bil, jaz sem ta prvi trening dobil v bistvu zato, ker sem še kot študent delal na Radiu Študent. Kot špiker in tudi poltehnik in pravzaprav tam je bila kar huda šola javnega nastopanja ali pa neke medijske izpostavljenosti, hkrati sem pa kot honorarc delal tudi na RTV Slovenija in sem nekako začel se že pri 20-ih tako gibati po teh scenah medijskih in javno nastopanje mi potem s treningom nikoli ni bil velik problem. Ampak bolj ta posledica javnega nastopanja. Kaj se vse nate zgrne? Ja, posledice so pa pravzaprav, tega pa ne moš nikoli čisto dobro predvideti. Tako da, en novinar mi je dobro enkrat rekel na kavi, ko se enkrat nate sesuje golida, kot reka, se v resnici nikoli tega čist ne spucaš. In je to je pa pač zmer malo smrdiš. Tako, ja. Kar je v bistvu ista beseda kot papež je tudi rekel prejšen, da moraš pastir smrdeti po ovcah. Tako da v bistvu smrdeti je kar plemenito, očitno. Ja. Mislim, to eno z drugim gre. Se pravi, če se greš to igro, prinese sabo ni samo tisto, kar pričakuješ, da bo prinesel, ne vem, pozitivne izkušnje in tako naprej, ampak prinese vse živo. Back to the topic. 3 besede, ki te asocirajo na mlade. Na mlade, sedanje mlade. Ja. 3. Toliko smo že stari, da lahko zdaj že tudi primerjamo s preteklimi. Ne? Ja, lahko. Jaz bi rekel nenavadni, drzni, spregledani. Ja. To. A veš, da se s tretost strinjam? A prvi ima 2? Ja, glik zdaj zato, ne. Mislim, nenavadni, meni se di sam zaradi najnega Emšota, da se nama zdijo nenavadni. Ne? Druga, drzni se pa v bistvu bi pa z enako lahkoto rekel pasivni. Ne? Ja. A veš, tako da pač če lahko rečeš pa minus hkrat, ne. Ja, če bi zdaj okoli pasivnosti, jaz mislim, da sicer pasivnost jo mi starejši državljani dojemamo iz našega vidika, ne? Tega, ker se nam zdi, ampak jaz mislim, da so v nekaterih vidikih zelo drzni tam, kjer jih niti ne vidimo. Ampak to je pa pol povezan s to tretjo besedo, ravno zato, ker so spregledani. Mi mislim, da zelo malo vemo pravzaprav, kje in kako se mladi sploh dan danes gibljajo in kaj počnejo. Želimo jih poukalupati, da bi bili tam, kjer želimo, da so in tam nočejo biti in se mi zdi, da se ta razkorak se vseeno, bom rekel zdaj skozi to časovno distanco, da se kar povečuje. Ja. A pa se ti zdi, da če bi primerjal mlade danes z mladimi 10 let nazaj, 20 let nazaj, da so bistveno drugačni? Mislim, danes se verjetno ne bomo mogli izogniti vplivu tehnologije, se pravi in omrežij in tako naprej. Sej mladi, jaz mislim, da niso se kaj dosti spremenili od grških časov naprej. Se že takrat je mislim, da je neznan citat, da pač prepisuje se mnogim filozofom, ampak potem, da mladi ne poslušajo starejših, da so drzni in tako naprej. In so neolikani in tako naprej. Se pravi, zgodba je stara, da pač nekaj novo poskuša pač se upirati staremu, nič takega. Tako da, kar se tiče tega, ni nekih velikih sprememb. So pa pojavne oblike, se pravi tega, kaj mladi počnejo, so se po 10 letih pa zelo spremenile, ker se tudi vidi, da razlike med generacijami so zelo velike. Danes 20-letniki izjemno težko razumejo 15-letnike in 15-letniki ne razumejo 10-letnikov. Se pravi, so te neke mikrogeneracije pojavnih oblik. Tako, to se mi zdi, da je sprememba, pa žal moramo omeniti, da pač sigurno se res povečuje število duševnih težav in stisk mladih. Ali je to zdaj zaradi res družbenih pritiskov, ki so včasih enormni, tako sam navržem. Parkrat smo že spraševali mlade, kje vidijo največji vir stresa, in je to šola. Ja, Kar pomeni, da šola sploh ni niti daleč, ni nek varen prostor ali pa prostor, ampak šola je tisto, ki prinaša največ stresa. A v tvojih časih je šola bila varen prostor, v mojih ni bila meni.
Mislim, tako, ni bila, ampak je pa takrat ne bi rekel kot prvi vir stresa, je bila neprijetna. Kaj pa, če so hipoteza, če so ostali popustili in da je šola pač zaradi tega tok problem, ne? A veš, kaj mislim, da si nekje v prejšnjih časih morda lažje še nekam drugam nesel tisto, kar se ti v šoli. Meni se je ful bullyinga dogajalo pa tega in ne vem, kako sem to shendlil, no? Kam sem to nosil, a ne? Mogoče pa nimajo kam nest. Ja, možno. Ne, drugače, bullyinga je bilo tudi takrat v naših časih veliko. Ja. Tudi ni se ga preprečeval. Pa več fizičnega je bilo, zdaj je pa malo več tega spletnega pa tako, besednega, ne? Ja. Pač ta fizičen nivo se je res zelo prenesel na spletno in veliko je pač nekih teh psihičnih nivojev maltretiranja mladih. Ampak šola tudi glede pritiskov, ki jih pa sama šola kot inštitucija, ne samo kot to, da je pač kot tam, sistem, ja, ne kot mikrookolje. Ne kot mikrookolje, ja, tudi kot sistem, se pravi, a so to zdaj ta res visoka pričakovanja, pa govorimo zdaj o točkah, pa se veste, ki nekatere mlade noro obremenjuje, ne? Zdaj smo na mestu, ne vemo, če spotrjeno, ampak zadnji suicid te mlade osebe v Sloveniji, tega dekleta, ne, iz Posavja, ne bi bilo zaradi šolskih pričakovanj. Ne. Se pravi, 12-13-letniki pod pritiskom, nekateri seveda zaradi medvrstniškega nasilja, zaradi nesprejetosti, ja, tudi zaradi drugačnosti in tako naprej. Tako da, zgodba mladih, jaz mislim, da nikje dosti drugačna. No, razen tega, da pa tehnologija je šla pa res navzgor in nas je pač pravzaprav zdaj, če rečemo tako po domače, če rečemo internet, je postal povsod vse prisoten in je to. A kupaš tezo, ki jo jaz pa bolj ali manj postavljam, se pravi, da če imaš tisto, veš, ko se dela včasih pest analiza, ne, politično, ekonomsko, sociološko pa tehnološko, ne, PEST, da okolje, da je najbolj determiniralo tehnološko, se pravi, da so spremembe na tehnološkem področju, ki so v bistvu z spremembami v socialnih omrežjih, umetne inteligenci, mobilnih telefonih, jaz te najbolj prepoznavamo v zadnjih 20 letih, da so te naredile največje spremembe tudi na svet mladih, ali je kakšna od drugih determinantov, od drugih področji še bolj? Veš, da sem razmišljal, da nas bo zapeljalo v to smer. No? Te dni, ki sem vedel, da pridem k vam v goste, jaz mislim, da gre z roko v roki z dejansko tudi realnimi družbenimi spremembami. Okay. Se pravi, tehnologija je bila, se mi zdi, kot nosilc in seveda prenašalc vsega tega in včasih tudi spodbujevalec sprememb, ki niso vedno dobre, ampak hkrati je pa tudi neke vrste posledica tega, kar se v realnem svetu dogaja. Ker menim, da to dvoje z roko v roki se mi zdi, da je prineslo pač največje spremembe. Se pravi, dostopnost informacij, ki niso vedno točne, ampak informacij in stališč ljudi, ki so enormne, ne? Se pravi, če bi naredili analogijo z nekim realnim svetom pred 20 leti, če bi jaz poskušal svoja stališča tako jasno javnosti sporočati, bi moral v bistvu hoditi po cesti, ne? Pa kričati, ne? Ja. Kar pomeni, da bi bil prepoznan kot pač vsaj čudak, ne? Se pravi, omogoča mi to, da svoja stališča zapišem in da ga razširim, vendar žal mu dajem tudi status tega, da je to dejstvo. Se pravi, da ni samo moje stališče, ampak smo kar enkrat pravzaprav v hiperinformirani družbi. Informacij imamo res ogromno in preveč, jih pa jemljemo včasih kot gola dejstva, čeprav so to moja osebna stališča. No, ampak ravno to, da bi bil ti na cesti čudak, če bi kričal, meni daje potrditev te teze. Se pravi, tehnologija je spremenila naš odnos do informacij, do resnice. Sigurno. Ne? Sigurno, Ni bilo to, da smo se mi sociološko najprej spremenili, da hočemo bolj transparentno družbo ali pa da hočemo vplivati na več ljudi ali pa ne vem kaj. Potem je pa šele smo zato izumili iz potrebe takšno tehnologijo, ampak čist na Harvardu pa na Princetonu so ljudje bolj delali s polprevodniki in zaradi tega se je to zgodilo. Ja, na nek način je to bo kar držalo, ne, pa tudi, jaz bi tukaj sicer dal zraven tudi še pač vidik kapitalizma v smislu tega, da so to rezultati pač zelo uspešnih podjetij. To je res, ki so prinesla veliko napredka in blaginje. Ne? To, da danes vsi imamo telefone, da smo kadarkoli dosegljivi, je napredek, ki ima seveda in blaginja, ki ima seveda tudi negativne družbene posledice. Ja. Ampak marsikdo bi verjetno z veseljem podpisal, da bi v pravem trenutku imel delnice teh tehnoloških podjetij, ker pomeni, da to je za tega omenjal, ker se dostikrat na mlade daje to težo, da so oni tisti, ki so preveč na telefonih in tako naprej. V resnici smo mi odrasli in to naredili. Se pravi, s podjetji smo pač jim to spodbudili,
z razvojem, z tehnologije in ni za zanemariti tega, da pač je seveda tudi COVID tukaj prinesel in te analize pravzaprav ni še nišče dobro naredil, da smo jim pred 5 leti, se pravi, pravzaprav sugerirali, da smo jim sugerirali, ne uporabljajo več tehnologije, ker smo jo vsi tudi potrebovali, ker smo bili pač bolj ali manj izolirani. In razkorak, ki se je naredil, se pravi pred pandemijo, oziroma pred COVID-om in po, ta analiza bi bila zanimiva, tudi kako so tehnološka podjetja seveda takrat zagrabila ta val, seveda smo vsi to še več uporabljali, hkrati smo pa legitimirali in mlade pravzaprav prepričevali, da ne bodo več na tehnologiji in zdaj pa pravzaprav imamo pa posledice tega. Se mi zdi, ne vem, če sem zdaj dobila neko tako misel, pa ne vem, če bi se strinjala z mano, ampak ko smo mi odraščali, smo živeli pač, je bil za nas fizičen svet, mogoče malo nekje splet, ampak ne velik, V mojem času je bilo še, ne vem, ko si mogel po impulzih plačevati, pa smo z bratom si mogla 1 uro interneta razdeliti in pa smo bila valjda zvečer, ker je bilo cenejše, ampak zdaj se mi pa zdi, imajo pa mladi ta izziv, da poleg tega življenja v fizičnem svetu morajo živeti še na digitalnem kontinentu. Pa so to lahko socialna omrežja, čeprav se nam zdi, saj mladi niso toliko na, ne vem, Instagramu, Facebooku, Snapchatu, ampak so pa drugje, ja. In če pogledamo, recimo zadnjič me en fant kazal Discord, in jaz sem tako, oh my god, ok, v redu, pač svoj svet. Ne. Nisem videla prvič Discord, vse smo ga tudi uporabljali mi v času pandemije, ampak tako mi je bilo zanimivo dejansko celo njegovo življenje na Discordu. Zdaj zvenela že tako, kot malo stara gospa. V mojih časih, seveda je bilo drugačne. In, mislim, mi, ki se spomnimo začetkov interneta in ne vem, modemov, ki so piskali in tega, da si zasedal telefonsko linijo, je to seveda za nekoga 15-letnika popolnoma nepredstavljivo, ker je rojen pravzaprav z neprestano dostopnostjo interneta. Ampak ravno ta fizičen svet pa bil je en del virtualnega. Mislim, da v naših časih je bilo to res veliko bolj ločeno. TV, je bila, ne? TV, ja. Si tudi bil kar orang knot, ne? Ja, tako je, si bil lahko, lahko si bil, seveda. Pa v igrcah na Komodorcu pa Spektrumu, ne? Ja, ali pa takrat na malih konzolcah, na majhnih Gameboyih, ne? Dobar, sam tisti ni bilo toliko zasvojljivo, da bi rekel, da je bil to svet. Ja, ni bil svet, Igrce so pa bile svet, si pa lahko bil 6-8 ur. Ja, lahko je. No in zdaj je pa to, da pravzaprav govoriti o tem, da sta to dva svetova, jaz mislim, da je že preseženo. To se pravi, da sta pač ta virtualni in realni svet sta izjemno povezana, včasih tudi prehajata eno drugega, se pravi, kar se napove na virtualnem, se zgodi v realnem. Pa če zdaj to govorimo o nasilju, recimo, je to možno, da nekdo nekomu grozi spletno, ampak potem tudi res v fizičen svet pride. In si ravno prej omenil iz najnih časov, ko je bilo zgolj fizično pač neprijetno, kot je pač nekdo težil, si temu človeku lahko ušel. V bistvu si imel nek varen prostor, mogoče doma, v virtualnem svetu pa ne moš uiti, pravzaprav, ker si, razen če popolnoma blokiraš vse, kar pa pravzaprav res zelo malo mladih tudi naredi, ker konec koncev smo tudi pozitivno odvisni od tega. Vse kamere te snimajo tudi, če ne. Kamere te snimajo pa itak povsod. Tako da naši, ni več, ti že govoriš, v mojih dobrih časih, ko sem bila mlada, ti si še mlada oseba. To sam priča o tem, kako hitro se generacije menjajo. To, da pa mladi niso na Facebooku, so ker valjda ne bo, to je za stare ljudi, in tudi niso na Instagramu, ki je tudi že postaja omrežje za že nekoliko, to je že za 30-letnike. Ja, za mali psilončkov pa za zdaj. Tako je. No, ampak si pa super rekel, so pa drugje, kje pa so mladi? Zdaj iščejo večeloma, da so na Discordu, delajo si doskrat pa svoje privatne serverje, take majhne serverčke, kjer imajo potem sobe in komuniciranje, to je pravzaprav nek zaprt svet. Snapchat se je pravzaprav zelo dvignil, ki je že zgledal, da pravzaprav umira praktično, se je potem na nek način zelo dvignil. Pole pa seveda na desetine in desetine omrežij, za katere pač mi nismo nikoli slišali, zato ker jih iščejo ravno zato, ker odrasli nismo tam. In je verjetnost tega, da bodo tam neki starši ali pa ne zelo majhna. Drugače so pa zelo velikrat tudi znotraj samih klepetalnic, ki jih prinašajo, ki si ravno omenil igrce. Se pravi, večina igrc, ki se igr. Stranska stvar je pa še kako si, ne? Tako je, pa še klepetalnik ali pa nek voice kanal, se pravi, da se pač člani ekipe pogovarjajo in se pravi, so tam omreženi, niso mogoče na teh klasičnih omrežjih, ki mi mislimo, recimo Facebook, Instagram, nekaj. Če pa zanimivo, se tudi če pogooglamo 100 najbolj poznanih omrežij na svetu,
spletnih, če bi ta seznam zdaj ven vrgel na računalniku, verjamem, da bi jih mi samo 5 poznali, ostalih 95 pa ne. So neka majhna in tudi slovenski mladi pač zabredajo tudi na ta omrežja, ker so lahko veliko bolj anonimni in so tam. Torej, a so na spletu, seveda so. A je ta omrežja imajo tudi kakšni tehnološki feature dober ali samo anonimnost iščejo po tvoje? Jaz mislim, da so zdaj različno. En tehnološki feature, ki je seveda tudi zelo popularen, pa se o njem relativno malo govori, so pač te naključne videoklepetalnice, če ste to naleteli. Se pravi, kot je pravzaprav neke vrste žreb, ti imaš kamero prižgano in te ven vrže še z nekom in si takoj v video povezavi, kar je na nek način zelo nevarno. Ker so tukaj pač ljudje, ki tudi zelo čudne stvari na video povezavi počnejo, zdaj, ali so goli, ali takoj grozijo z nasiljem. Posnetek je na YouTubeu možakarja, ki pač v bistvu čaka, da bo nekdo in se potem ustreli. Sicer se fiktivno ustreli, ampak izvrši suicid s pištolo, ampak to je sicer vse naštimano, ampak ti se pravi čakaš na to, da boš na video povezavi, piješ, dobiš njega in prvo sekundo on se že ustreli. Travme. Ja. Povzroča to, ne? Ne, se pravi, ta feature, ki je zelo popularen v tem, da imamo kamero, dajmo vedeti, koga nam bo ven vrgel, absolutno. Ja. To, kar je prinesel TikTok bolj intenzivno, pravzaprav se pravi še več tega živega javljanja, ne, se pravi TikTok live, in seveda potem se tudi Instagram ga imajo vsi, pač poskušajo, se pravi to, da se z kamero javljam od nekje. Ne? To je pač nekaj, kar je popularno in prinaša pač en kup tveganj, sigurno, ne? Od razkrivanja osebnih podatkov, kje si, kdo si in tako naprej. Drugo so pa je tako... pa uporabno za recimo influence, ne? V smislu za politike, za kakšne civilno družbo je zelo uporabno. Ne? Ja, mislim, sej spet, ki si rekla, Nives, a si predstavljaš v naših časih, da ti lahko v bistvu, da mi lahko to sekundo začnemo v živo oddajati videosignal, ne samo audio, videosignal in se v živo javljamo od nekje. Ali so to zdaj demonstracije bi bile ali nekaj. Se pravi, samo z mobilnim telefonom pravzaprav imamo že to kamero in celo neposreden prenos, ki ga lahko v trenutku vidi 1000 ljudi in še več. In če bi to bilo v 80-ih, kako bi osamosvojitev potekala? Bohve, ne? Pohve, ja. Ker bi bila civilna družba, bi imela čisto drugo naravo, ne? Osamosvojitvena vojna bi drugače potekala, ne? Ker smo takrat, se pravi, ki smo spremljali preko v bistvu nacionalnega medija. RTV je bila heroj narodni. Tako. Pa pač mogoče še par nekih medijev, ampak zdaj se pač vojne in konflikti prenašajo v živo z mobilnimi telefoni ljudi, ki so tam prisotni in imamo spet ogromno nekih. Tako da tehnološki featurei so pač ali samo običajen klepetalnica, ki je pač tekstovna, ali je seveda zanimivo so sigurno te pač audio kanali, se pravi, da si pač na nek način, da je ekipa za mikrofončkom in slušalkami povezana in lahko v živo pravzaprav imaš konferenčni klic. Ja. Človek rekel, deljenje raznih stvari. Nič novega torej, sam pač v drugačnem user interfejsu, v drugačnem uporabniškem okolju. Ja, delici pač mime, delici fotke, delici povezave, neumnosti, emojije, pač to. Ne, kaj pa mene zanima? Kaj si rekel, da gremo malo še na uporabno za mladinske delavce praktično. Kaj si rekel, mi ta stari smo jim to povzročili prek podjetij, pač logično, drža obsojanja ne pelje nikamor. Ne? Kakšna drža do mlade osebe v zvezi s tem je tista, ki si jo ti najbolj želiš zauzemati? Hvala za to vprašanje, ker to tudi se mi zdi, da bi lahko, glede na to, da je ravno smo v tem duhu časa, zdaj, ko se govori o prepovedih, v šolskem okolju. Sej zato, to je del tega, pa omejevanje otrokom nasploh, strani staršev, pa filtri, pa tako naprej. Ne? Na nek način se mi zdi to tako naivno in tako mal žalosten ta poskus, da jim omejiti. Ne, meni se zdi, da omejevanje načeloma ni prava pot. Se pa težko predstavljam, seveda, da pač v šolskem okolju so verjetno morali nekaj narediti, glede na to, da so bili telefoni ves čas prisotni na šolskih mizah. Kako je do tega prišlo, zakaj je do tega prišlo v zadnjih letih, mi ne bomo tukaj rešili, ampak povedali so šolski delavci, da je pač ratalo neobvladljivo. Prava drža, jaz mislim, da prava drža seveda je ves čas izobraževanja in vzgoja mladih do uporabe tehnologije. Se pravi, kaj je tisto, kar bom rekel, kar je zdaj zaskrbljujoče, je to, da če se mi sprehodimo tukaj tudi po Ljubljani, bomo videli veliko otrok v vozičkih, ki imajo na vozičkih odspred držala in seveda držala pač starši dajo noter telefon, zato je najlažje dati pač pujso pepo ali pa nekaj, kad tako otroka zamotaš in da mir. To ni dobro.
Potem se je treba pač pogovarjati, kdaj bodo mladi začenjali imeti neke pametne naprave, sigurno pri katerih letih, in izobraževati ves čas, kaj te vsebine prinašajo. Ne omejevati, ampak izobraževati, in jaz mislim, da je to že res zelo zgodaj. Torej v vrtcu, vendar ne v obliki delavnic, enkrat na leto, to je groza, to je tisto, kar me res spravlja na rob obupa, da mi to pravzaprav pol parkiramo v neko en dan na leto, bomo pa povabili enega iz ene nevladne organizacije, pa bo nekaj povedal ali pa tako, kot zdaj ta zadnja rešitev ministrstva, ki je res res en predmet bomo uvedli. Zdaj še v 7. razred bomo dali še digitalne tehnologije, v 7. razred, ker je daleč prepozen. Se pravi, govorimo o 12-13 letnikih, ki nas takrat že tehnološko šibajo. Tako da ja, v vrtcih začenjati z res izobraževanjem in pogovori o tem, kaj vse je s to tehnologijo možno doseči dobrega in kaj sabo tudi prinaša, in enostavno pač v teh vsebinah govoriti in dajati primere, ki so realni in živi. A veš, to je tisto, kar je težava. Provokacija. A se ti zdi, da to res deluje? Meni se zdi, da imamo na področju hrane, gibanja, to že vse urejen, pa je še zmeraj veliko ljudi športno neaktivnih, predebelih in tako naprej. Meni se zdi, da samo vedenje še ne. Kaj nam pa še preostane? No, ne vprašam. Jaz mislim, da pač to, da se z njimi pogovarjamo o tem, je pač pravzaprav skoraj eno izmed edinih orodij, ki jih imamo. Omejevati, tehnologijo, kako jo bomo omejili? Se pravi, na pač princip Severne Koreje, kaj bomo zaprli? Shutdown internet? Ne, ampak ne vem, kaj nam sploh rešitev v tehnologiji ali je v kakšni drugi plasti človeka, ki jo je treba nagovoriti, da se bo to manj. A veš, kaj mislim? Seveda je ta prava, ta prava podstat ni v tehnologiji. Tehnologija zato je zame posledica tega. Ta pravi izvor je zame v medčloveških odnosih. V neki pač naši spoštljivosti, tolerantnosti, kako sploh bivati kot človeška družba, kako biti prijazen ali pa spodoben človek. In tega pa pravzaprav jaz ne vidim prav nikjer v praktično nobenem etabliranem sistemu, da bi bila neka kontinuirana res vzgoja ljudi v spodobne ljudi, v prijazne ljudi, v ljudi, ki pomagajo nekomu, ki pač ne zafrkavaš sošolca, ki mu ne gre, ampak mu pomagaš, ki ne zafrkavaš socialno ogroženega, ki pač ima obleke, ne da jih ne kličeš lidlčki. Mislim, če pač starši kupujejo obleke v pač cenovno ugodnih trgovinah, je zato, ker pač nimajo. In nekateri pač imajo. Tako da, a veš, izvor, jaz mislim, da je v pogovorih o tem, kako sploh kot človeška družba funkcionirati, ne samo v predmetih. Jaz mislim, da ogromno časa posvetimo matematiki, fiziki, super, ampak preveč časa samo zgolj pridobivanju tega znanja okoli nečesa. Saj super jeziki, ampak nikjer pa ni nekaj kontinuiranega pogovora o tem, kako funkcionirati kot medčloveška družba. Vzgoja za skupnost. Ja. In to se začne v vrtcu, zato ker vrtec je prva preizkušnja, ko ti mladega človeka daš v neko skupino naključnih ljudi. Saj prej, če si v družinskem okolju, držiš nek svoj balonček varen, to so mi dobre, našega Mihca smo izobraževali v nenasilje, pa je prišel pa v vrtec, pa ga je Janez takoj klofnil z medvedkom. Ampak ker je to v vrtcu, je pač skupina. In tam se začne. Tam se izobražuje. Ne moreš ti Mihca izobraževati brez vrstnikov o tem, o nenasilju. Ampak ko priješ v stik z vrstniki... Oziroma teorijo lahko vajpa ne moreš. Mislim, vsta stik z človeško družbo, z sovrstniki se začne pač postopoma. Vrtec, pa so pa šele shopping centri. Kaj se dogaja v aleji vsak dan. Ampak tam kje se mladi pač zdaj tudi fizično dobivajo, pa zraven še virtualen svet, ki se dobiva v virtualnih svetovih z naključnimi, znanimi, neznanimi. Tako da jaz mislim, da ostane nam samo neskončno preigravanje in pogovarjanje na živih primerih in mislim, da se temu vse ne reče, neosokratski dialog, ampak voditi dialog z mladimi, se z njimi pač probati pogovarjati o stvareh v življenju. Zdaj imam jaz konkretno eno vprašanje. Recimo zdaj pa ta Mihec, enkrat naključno pride v naš mladinski center ali pa recimo ga srečam na eni dejavnosti, ko jo jaz izvajam kot mladinska delavka, recimo v šoli. Tisto 1 uro, tisto en dan, ko me šola povabi, da izvajam neko delavnico za njih, jaz tega Mihca tam srečam. A mu jaz lahko kaj dam?
Mislim, nikoli ni zanemariti tega, kakšen vpliv imamo v redu odrasli do mladih. Se pravi, glede na to, da se res zelo veliko učijo tudi preko pač zgledov in lahko da v celi seriji, lahko da ima Mihec zelo veliko slabih zgledov, si lahko krasen zgled. S tistim majhnim delom, kolikor si ga pač prinesla v tisti 1 uri. Lahko si mu zelo zanimiva oseba, nenavadna in neobsojajoča oseba, ki ga nisi takoj z nečem začela nekaj prepričevati v nekaj, ali pa z neke odrasle pokroviteljske drže nastopati. Lahko si zelo drugačna od marsikaterih pedagoških delavcev in delavk, ki jih je srečal, drugačna od staršev, tako da kakšen delež v njegovem razvoju bo pa ta tvoja 1 ura prinesla, bo verjetno seveda manjši kot celih 90 in več odstotkov ljudi, ki pač prinašajo v njegovo življenje več, ampak ravno tle je catch v tem, zakaj bi morali neformalni ljudje, jaz mislim, da preživljati več časa z mladimi, zaradi tega, da to uravnotežijo. Ne, in tle je izvor, ne da te povabijo na eno delavnico, kjer pač Nives pride, kot Deus ex machina, se pojavi neki bum, pade v razred, zdaj to, kdo je Nives, se pa z Nefixa, okay. Kva pa delaš? Ja, malo bi se težko boš vzpostavila odnos. Pa formalna vloga se vzpostavlja, ne? Ti si tam na odru, ne? Ja. Tam nisi... Ampak odnosa pa ne boš mogla še vzpostaviti, ne z Mihcem, ne z ostalimi, ker si se pojavila, oni te ne poznajo, ne vejo, kdo si. Odnos z sočlovekom se vzpostavlja, kot ga vsi vzpostavljamo, za neko kontinuiteto, ko prvič, ti si začela ta podcast, ko sva se midva prvič spoznala. Zdaj, tudi meni prihaja spomin tega prvega srečanja in potem sva se srečevala v različnih, tako, ting, a sva zdaj vzpostavila nek odnos. Definitivno lahko zdaj, ker si poslala mail, sem jaz takoj odgovoril na mail, ampak nisi bila neznanka. Če bi bila to pač neznanka, bi verjetno začel malo bolj razmišljati, bi rekel, kaj zdaj ona hoče. Pa ker je Nives poslala, ne? In že vem, kdo si, je pač to. In isto z mladimi, ne? Odnos, ki je pa človeški, strpen, prijazen. No, tudi, zdaj pa prihajamo tudi do ene točke, ki pa je največja moja skušnjava ali pa dvom za mladinsko delo. Namreč trdim, da dokler starši ne bojo vsaj minimuma naredili, je mladinsko delo skoraj brez veze. To pa zato, ker mladinsko delo napram drugim sektorjem zahteva več aktivne participacije od mladih. Drugje se jih pa obravnava kot daj ti prid, pa uživi, pa imej ta telefon, ne? Naprimer, kako mobilni operater obravnava mlado osebo, čist drugo logiko da, kot pa mi mu rečemo, pejti iz cone udobja, on mu reče pa pejti v cono udobja. In tako ga obravnavajo vsi skoraj, razen pač, šola, valjda, ki mu je bedna, pa mi, a ne. In a je sploh smiselno imeti mladinsko delo, razen za mogoče, če nek tak matic, ki je zanimiva oseba, pride pa je nek tak zgledič, ne, majhen zanvrš, ne zgled, ampak zgledič, a ne, za tako mlado osebo, ne. Kaj so pa vse une delavnice, pa vsi uni projekti, pa vsi uni aplikacije, pa vse une publikacije, pa vsi uni sistemi, ki so odzad? Ja, mislim, se poznata, ne, tudi raziskavo, koliko mladih pravzaprav sploh pozna delovanje mladinskih centrov in je odstotek izjemno nizek. Se pravi, vi, ki delate, ali pa mi, ki delamo, ali pa vsi, ki delamo, zajamemo izjemno majhen odstotek mladih. To je pač, a je to narobe? Ja, jaz mislim, da je narobe. A to pomeni, da bi morali imeti več mladinskih centrov? Da in ne, ampak sigurno več nekih točk, kjer bi se pač mladinski delavci taki in drugačni z mladimi pač dobivali na razne načine, da. Zdaj pa starši, ko si ravno omenil. Jaz mislim, da smo tukaj v pač slepi ulici, ker nihče ne zna več in nima odgovora, kako bi sedanje starše pravzaprav prepričali v to, da bi v vzgojo svojih otrok vložili več sebe. Kdo je tisti, ki bo nosilec tega? Kako narediti to šolo za starše? Zgleda ne gre. Tako da jaz mislim, da to je pač naloga za naslednjo generacijo. Tle je pač trik v tem, da če bomo z mladimi dobro delali, jaz mislim, da znajo te mladi biti boljši starši. Za temi obstoječimi je pa to zgleda kot nemogoča naloga, ker ni nobene prisile, da bi jih prepričal o tem, da ne se pač na nek način svojimi otroci tako ali pa drugače ukvarjajo več. A veš, pa zdaj, ali je to, da so zanemarjeni na način prezaposlenih staršev, ki jih potem parkirajo na neke dejavnosti? Tega imamo dovolj, tisti, ki si lahko privoščijo, imajo cel sistem organiziran, da pač svoje otroke pač enostavno pošiljajo zelo plansko,
od dejavnosti do dejavnosti, zato ker imajo za njih že neko vizijo, kaj bo s te mlade osebe, ne, zato da bo šel študirati nekaj, mogoče medicino ali pa nekaj, nima veze. In ga pač prav ta mlada oseba ima popoldne splanirano. Ali je zanemarjen na drug način, da se nihče z njim ne ukvarja in je pač prepuščen čisto sam sebi in ne dobiva dovolj tudi nekih impulzov splošno o tem svetu. No. To mi je pa zanimivo, da si obe skrajnosti vzpostavil kot zanemarjanje. Ne? Ja, ali da se vsi z njim ukvarjajo, ali pa da se nihče. Ne? Meni to isto zanemarjanje, zato ker se je ravno o tem, so pač tudi, ko smo delali za pač otroci iz bolj privilegiranih družin, če rečemo ekonomsko, ne, so pravzaprav posledice njihove so iste, samo denarja imajo dovolj. Pa oni so pač čustveno in odnosno isto zanemarjeni, zato ker staršev ni, zato ker so pač prezaposleni. Ne. Debata se začne res pri tem 3-4 letih, ko te začne neka mlada ali pa nek otrok, te začne res spraševati tiste neumna vprašanja, zakaj ne bo modro, zakaj je to. In če tukaj začneš odgovarjati in poskušaš jim razlagati ta svet, potem jaz mislim, da si na dobri poti. Ampak kako starše prepričati, da ne to počnejo? Govorim, zakaj Youthwork se pa začne pri 15 uradno, 13, da je na 12, 11 zares, ne? In veš, a sploh lahko teh 7 let nadomestiš, če ni bilo prej, ne? Ne, jaz mislim, da zelo težko. Zelo težko. Mislim, potem v bistvu odkopavaš en velik kup, zelo veliko je že naloženega. Ne? Sej, tudi če vi dobite mlade, ki imajo recimo slab besedni zaklad, zato ker jim pač niso dajali stvari za brati in se ni nihče z njimi pogovarjal, pri 15 boš besedni zaklad izjemno težko nadomestil. Se pravi, je že nek minus štartni slab. Ne? Tako da se ravno zato, mislim, pravo mladinsko delo se mi zdi res se začne za najstniki, ampak delo za otroci se začne pa prej. Ja. In 3-4 letniki so mislim, da ta prvi sogovorniki, ki so izjemno zanimivi. Ne? Kaj jih začne vse zanimati v svetu? In tle je zdaj vprašanje, a jim daš ti ekran, ker je pač tečen tam mal, in boš mu dal pač nekaj, da se mu tam vrti, sam zato, da boš imel mir, ker si tak pač preveč zgarana od službe in vsega imaš poln kufer. In pa v šolah isto, se pravi 6-7 let, ne, ali je tle pač možnost razlage o svetu in naših medosebnih odnosih, ali je samo gremo počas proti predmetom, ki te bodo delali konkurenčnega na trgu delovne sile, da boš lahko delal za tehnološka podjetja, ki bodo potem delala omrežja. To bo tudi en limit, po moje, ker zdaj se bo že počas, se velikokrat že, ne, se pravi, človek ima kompetence, nima pa dovolj značaja, da bi ga mi sploh vzeli. Ne. To se mi zdi, da je tega ogromno. Ne. Ja, je veliko. Tako da s časom bo tudi trg pogruntov, da rab tisti značaj kot osnovo za sodelovanje, ker ne, če timskega dela ne more biti, če ni človek vsaj približno skupnostno postavljen. Ja. Tako da, no to so pa posledice, mislim, da individualizacije, ki nas je zadnja leta gnala v to, da je pač timsko vedno težje, mislim, vedno je težje delati, no, se mi zdi, da pač želja po individualnem vzponu, ne, je pač močna in ampak meni je zanimivo to, ne, ko si glih prej omenil to raziskavo, ne, o tem, kako mladi prihajajo v mladinski center. Ne, no, lani so bili rezultati, da je več mladih, ki nima prijateljev, kot pa mladih, ki hodijo v mladinski center. Ne. In zdaj prejšnji teden sem bila tudi na eni konferenci na Švedskem in sem poslušala eno predstavitev tipa, ki dela na občini v Helsinkih in v bistvu gor pri njih so začeli ta loneliness prevention sistem. Ne. Je pa res, da gor je veliko mladinskih delavcev, ki so zaposleni prav v šolah. Ne. Se pravi, sodelujejo s šolami in se mladinsko delo izvaja v šoli. Ne. Ne vem, če je pri nas to sploh... Mislim, lahko sanjamo, ne? Ja. Ampak, a ni to si dala zdaj super idejo, ne? Ker če zdaj vzamemo, recimo, osnovna šola je pravzaprav prostor, kjer dejansko vsi mladi morajo priti, ker je pač pri nas obvezna. Vrtec ni, ne? Ampak osnovna šola, kar pomeni, osnovna šola se mi zdi, da je ključna kot vstopna točka za marsikatero delo z mladimi. Zato, ker tam jih pač vse imamo na kupu. Ali so šole pripravljene imeti mladinsko sobo in imeti mladinskega delavca, ki dela nekaj veliko bolj neformalnega. Ja. Zato, ker ni treba izumljati, znotraj šolskega prostora bi bil lahko nekatere šole razmišljajo. Podaljšano bivanje načeloma to je, sam ni. Načeloma. Ampak poglej, kakšna možnost je recimo podaljšano bivanje na nek način omogoča ogromno
enega prostora. Se pravi, ne grejo še domov, ostanejo v šolskem okolju, ampak zdaj kaj tam početi? Ja, ampak realno kaj delajo tam? Ja, Ne? domača naloga. Domačo nalogo. Ne, pa ne samo to. No, to delajo, to drugo. No, tudi, ampak večina, ker imajo res, se vrnemo na to, da so res tako obremenjeni s šolo. Ne? Ja, mislim, domače naloge, to ni naša današnja tema, meni se pač res ne zdijo smiselne, ki je preveč za tega, ker ravno v tem, kako bi bilo fino, če bi šolsko delo ostalo znotraj šole, in potem, ampak res ravno to, ko si rekel, podaljšano bivanje, ne, od enih do takrat do 4-3 ure, ful kvalitetnega časa v šolskih prostorih. Loneliness, ne, jaz mislim, da osamljenost kot taka je velika. Za ti sploh ni kurikula, ne? Ne. Za podaljšano bivanje ni kurikula. Ne? Zdaj ta RAP neki razširjeni program neki uvajajo, ne? Jaz ne vem točno, veliko tem, ampak... Tudi sem slišal, ja. No, ampak, in zdaj, kje in kako bi se mladinsko delo lahko zajedlo v družbo in si pravzaprav izborilo veliko večji kos tudi integritete, je pač res izziv. Ne? Ni nujno samo odpirati vedno nove mladinske centre. Ne? Ja, tudi. Sploh v krajih, ki jih ni, ampak se Ljubljana kljub temu še vedno ni popolnoma pomapirana. Zato, ker so pač naselja majhna in včasih je nekaj dobro, da je nekaj lokalnega. Ampak v šolah se mi zdi pa, da bi lahko pač zajemali in ravno to, a bomo enkrat sprejeli to, da bomo z mladimi delali kot z mladimi osebami, ki imajo pač te izzive, osamljenosti, drugačnosti, nesprejetosti, karkoli, in jih ne samo zgolj spet delali, da bodo konkurenčni na trgu delovne sile. No, to se mi zdi tako zgolj en vidik življenja, no, pomemben, ampak če bi en kar zajeten kos šolskega časa namenili medosebnim odnosom, predvsem pa zato, ker so tudi razredi. Razred se mi zdi je totalen socialni eksperiment. A ni razred po nekem naključju, nekdo je vrgel kocko in evo ti ga namaš tam 23 sošolcev in sošolk. 2 ti gresta noro na jetra. Eden je težak, non plus ultra, buli. Ampak to je totalen eksperiment socialnih odnosov. Vržen si, biti moraš vsak dan tam. S tem, da je v bistvu peskovnik za realno življenje, kjer bo to isto, ne? Za delovno okolje, kot ti spet ne bodo vsi ok, ampak nor, ne, in koliko malo se pravzaprav dela z razredniki in res za razredno skupnostjo, ne, ampak prav za to medosebno dinamiko in kako ti znajo pa učitelji povedati, ne, imaš fajn razrede in imaš ne fajn razrede, pa so isto stari, zato ker se notranja dinamika naredi. Včasih je in v ene razrede je res nemogoče iti, in je veliko vsega, eni so prijetni, eni so veliko bolj neprijetni, nekje so močna trenja, nekje dobro sobivajo. Ja, to je peskovnik tega in na tem delati kot pripravo na življenje v človeški skupnosti. In mislim, da mi totalno spuščamo iz rok to možnost, ampak bomo dali še dodaten predmet. Ja. Pa še malo več slovenščine pa matematike. Škoda, no? Kakšne značilnosti mora imeti po tvojem mladinski program, recimo v enem centru ali pa tudi v kakšni drugi obliki mladinskega dela? Kjere značilnosti so ti najbolj pomembne, da se vse to uresničuje? Zdaj, jaz mislim, da se ne začne pri prostorih, ampak se začne pri ljudeh. Se pravi, jaz mislim, da človek, ki to izvaja, je nosilc programa. Mogoče na intermeco zelo se strinjam, jaz prek Movita svetujem občinam za strategije za mlade in tako naprej. In občine ves čas razmišljajo in tudi v tem programu, ne, tako dajte strategijo je treba narediti, prostore je treba narediti. Jaz pa zmeraj vprašam, kdo so vaši mladinski delavci v občini. In pol gremo ponavadi čez to. Ne, in opažam, da je to ozko grlo v vseh občinah. In tako je. In jaz mislim, da začeli bi se po moje pri mladinskih delavcih, ker je res to, se strinjam s tabo, no, da najprej pač pravzaprav videti recimo v neki občini, kdo pa pri njih študira recimo te prave stvari. Kdo je pa, ampak nek lokalc, ki se bo mogoče tudi vrnil v to lokalno okolje, ki ne bo šel živeti v Ljubljano, ampak bo vračal v svoje okolje, zato ker je verjetno lahko veliko boljši mladinski delavec ali pa delavka, ker o tem izhaja, ker pozna neko specifiko. Tako da program je potem sekundaren, ampak se mi zdi, da mora biti pa mešanica med tem, kar bi mi odrasli radi, da bi mladi delali in predvsem pa mlade vprašati, kaj bi oni delali. In tle noter iskati kompromise. Najprej ljudje, potem program, ki je sestavljenka. Veš, tako vedno so neke ideje
kaj bi mi radi, da bi mladi počeli. Medgeneracijsko sodelovanje pri sestavljanju programa je ampak zelo pomembno. Res ta pravo, ne tako samo. Stari bi radi, da se dogaja to, vi ta mladi bi radi, da se dogaja to, kaj tako imamo skupnega. Ja, vi ste me zdaj povabili tukaj v tem, ko smo zdaj v teh tednih, ko se pogovarjajo o medvrstniškem nasilju. Se bo spet malo zamrl, ampak tle smo, pa pač serija adolescenca, in zdaj bi vsi radi delavnice. O tem in vsak bi rekel, da dober mladinski center mora imeti pa tudi delavnico o nenasilju. Kar je sicer načeloma verjetno res, fajn bi bilo, ampak vprašanje, če si mladi to želijo. In če se bodo sploh tega udeležili. Od njih dobiti, kaj bi pa sploh oni radi počeli, je pa kar umetnost, ampak dobiti res iskreno, kaj bi sploh počeli. Oziroma zavezujoče, veš, občine opažajo, saj ni problem dobiti, kaj bi, ampak nekaj, kar pol tudi bojo. Ja, vztrajnost je seveda tlele pol vedno vprašanje, ampak veš, če najprej dobiš neko osnovno idejo, mi bi pa radi prostor, kjer bi igrali Dungeons and Dragons. Imamo 5 ljudi, ki bi radi, je nek zametek nečesa. Se pravi, a bo naš mladinski center baziral na namiznih igrah? Mogoče delno. Ker enkrat so se tam 3 mladi dobili, pa rekli, mi bi pa radi se šli robotiko. Ampak veš, ta seme zasejano, ali bodo youtuberji, ali bodo, veš, tako, mislim, a bi sploh karkoli počeli, a je zdaj tle šport tisto, kar je gibalo, Sej so, nekateri mladi so športni zelo, ali pa jih zanimajo neki športi, a je to zdaj parkour, mogoče ni formalen, ni takoj fuzbal pa košarka, kaj pa če bi radi parkour trenirali, se pravi, bo moral mladinski delavec znati, mislim, plus, da doskrat se seveda začne res na ulici. Jaz mislim, da podcenjevanje, tle je pa še večje podcenjevanje uličnega dela. Ko nima še prostorov, jaz mislim, da ulično delo je vstopna točka v neko okolje. Najprej z izkušenimi dobrimi uličnimi delavci iti in trasirati, kaj se sploh dogaja na terenu, iti na igrišča, se pogovarjati, se predstaviti. Izjemno naporna naloga. To zdaj govoriš malo zgodbe, ki si mi jo že pred snemanjem ne bova občina izdala, ampak dejansko občina, ki si želi postaviti sceno. Ja, in to smo imeli tudi debato z mnogimi občinami, ampak najprej se začne pri ljudeh, ki jih ne imati kot prostovoljce, ampak je treba tudi ljudi plačati, zato, ker to je strokovno delo in mu daš tudi neko ceno, cenitev, cenimo se, ne pa, se bo ona študentka, bo po torkih popoldne za 2 uri. Ne, ljubčki, ne bo šlo tako. Ne, bo treba ene ljudi formalizirati, jih malo zavezati, tudi da ostanejo. To je približno tako, kot podaljšano bivanje brez ustreznih kompetenc, ne? Ja, in brez osebnega kadra. Ja, in strastnega, ne? Ja, in tle potem, če ni pri delavcu delavki strasti za delati z mladimi, je čist brez veze. In tega ni, veš? Ja. Tega je zelo malo, to je zelo malo ljudih. Ja. Res? Težko je najdeti to, ja. Kaj se ti pa zdi poleg te strasti še pomembno za mladinskega delavca danes, ki dela z današnjimi mladimi? Ja, ta nek pogum pa strast absolutno, se pravi, mora se ti da to delati, je to neformalno delo, kjer tudi osebno življenje kar malo trpi. Ni za vsakega, zaradi tega tudi mogoče se marsikdo ne odloči za to, ker so lahko ure malo nenavadne, dejavnosti so nenavadne. Skratka, moraš biti pripravljen na ta del. Drugače pa bistvena lastnost, ki se mi zdi, je zdaj to, je sicer stojko je non-judgmental, ampak zdaj smo prišli pa do slovenske sopomenke, neobsojajoč. Se pravi, ta odnos do mladih, da jih res ne obsojaš s tem, kar prihajajo, tega se pa ne da naučiti. In to dobiti, se pravi, da nisi takoj, da takoj ne zavijamo z očmi. Tle je tista, zdaj, ki si mi dal ti izziv, ta nenavadnost, drznost, ki jo včasih prinaša, da prihajajo pa zdaj, ne bo to. Ali bo to glede LGBTIQ+ problematike, ki ne moramo skrivati, ki prihajajo za vprašanje spola, spolnosti na splošno, drog, spet smo pri starejših, ne pri otrocih. Se pravi, ko se začnejo ta velika vprašanja pojavljati, rada bi imela spolne odnose, imam že spolne odnose, stara si 13 let, kaj pa zdaj, kje smo zdaj? Ta se ukvarja s temi pa temi drogami, jaz bi tudi obsojati, ali je takoj zdaj tista, takoj naša pedagoška, ne smeš? Ali so samo neka stališča o tem svetu, ki je od teh zelo pogosto slišanih. Hitler je imel zelo prav, samo ni pobil dovolj Judov. Ženske ste za štedilnik,
posledice pač nekaterih influencerjev. Pa če rečem zdaj Andrewa Tatea, ja, ampak pač v šolah je problem tem, da zdaj nekateri mladi fantje pravijo, ne bom vas poslušal, učiteljica, ker ste ženska in pašete za štedilnik, ker je pač nekdo pameten v nekem podcastu to rekel. Wow, ok, stališče, kako bomo s tem handlala? Ja, kako s tem ne zavijati z očmi, ne? Ja, ne, kako, in to sprejeti kot debato, težko debato, ne? Ali pa v tem, da pač v mojem razredu ne bom trpel ciganov, ne bom, ta je črnc. Zakaj so ti ljudje revni? Zakaj moramo revne ljudi trpeti tukaj? Vse so Slovenci, ne grejo nekam drugam, smrdijo, ker so in tako naprej. Se pravi, neobsojajoč pomeni, da pač sprejemati vso to pestrost, ki jo včasih mladi s to neko drznostjo, ki nas pravzaprav provocirajo, prinašajo, vse včasih ne mislijo tako resno. Ampak malo te preizkuša, si zdaj ti, a boš takoj znoril, ali pa znorela, pa skočila na to, a veš, na ta vlak, kaj tako si odrasli delajo, da začnejo pol pridigati seče, evo, super si še, ali boš znala biti dost mirna, pa potem, ok, dajmo se o tem pogovarjati, dajmo se pogovarjati o Hitlerju, dajmo se pogovarjati o konfliktu v Gazi, dajmo se pogovarjati o pač vojni v Ukrajini. Zakaj so ljudje revni? Zakaj na svetu tako so eni ljudje še vedno lačni, v bistvu hrane imamo pa presežek? Zakaj je to tako? Zakaj vsak dan v Sloveniji toliko hrane vržemo stran, eni ljudje pa nam nimajo za jesti? Tako, da tle nekaj narobe, a ni nekaj narobe. Meni osebno se zdi, da je tle nekaj narobe v tem svetu. Ne? Ali pa to, in a veš, tako ta neobsojajoč, to se zelo težko naučiti, ravno zato, ker mi sami prihajamo s svojimi predsodki in to je zelo težko. No? In je res umetnost najdeti mladinskega delavca, ki vse to združuje, ima dovolj poguma, strasti, pa konec koncev se mu da in da pol v soboto ob 4 na eno igrišče, pa tam viseti z enimi, ki tam žogo tapkajo v kotu, kadijo jointe, pa te itak gledajo nezaupljivo, obsnežajo, kdo si pa ti, zakaj imaš pa to majico? Jaz sem pa mladinska delavka. Kva si ti? Ja, jaz sem pa iz te organizacije. Kva pa delaš tukaj? Rada bi se z vami pogovarjala. A daj nehi, daj pej domov. Ne? In naslednji teden spet prideš, ker si pač trmasta pa vztrajna, zato ste se odločili, da boste delali street work vsako soboto ob 4 na igrišču. In spet sem tukaj, danes sem prinesla pa uno karte, a bomo karte, dej, in tako naprej. Ne? Mislim, ne vem, zakaj bi nas mladi a priorno sprejemali tako z odprtimi rokami, ki smo tako krasni. Ker nismo, ne? Se nismo tako. To, kar si rekel, vse je dovoljeno, nisi tega rekel tako, ampak si dejansko vsaj za reči, ne? Vse je dovoljeno reči, kako ne zavijati z očmi. Ne? Kaj pa meje na drug stran, oziroma če spet grem na en binom, ne? Kaj se ti zdi, da bolj škodo povzroča? Pomanjkanje meja ali pomanjkanje dovoljenega? Ne, sigurno pomanjkanje meja. Meje morajo biti, ne, se pravi, veš, v debati zame je dovoljeno skoraj da vse, če ta vsebina ni žaljiva, sovražna in nasilna. Ne, debata o tem Hitler je imel zelo prav, samo ni pobil dovolj Judov, je zelo na robu tega. Ne, tako, ampak recimo, da neki mladi osebi do neke mere to recimo toleriramo znotraj, da je to neke vrste izobraževanje. Vendar sigurno bi pa do tega vzpostavil stališče, da se jaz s tem ne strinjam. Ja. Kar pomeni, da absolutno ne je to tudi... Dobro v debati, ampak meje se mi zdijo bolj pomembne še pri dejanjih. Ne? Ja, pri dejanjih so pa absolutno, ne, se pravi, tle smo spet lahko to na debati, tle zdaj permisivnost ali represija, jaz mislim, da ni ne ena, ne druga pot, spet je isti krog. Prinaša iste rezultate, tako represivna kot permisivna, če rečemo zdaj vzgoja. Ampak pametna vzgoja, ki pa ima pravila in meje, ampak te meje so argumentirane. Ne se, zakaj vidva mentle ne dovolite, da jaz kave ne polivam po računalniku? Zakaj pa ne bi zdaj kave? A je neka logika za tem? Zakaj ne po tipkovnici tle pa? A pa zakaj se ne valjam po tleh? Ne? Mislim, meje morajo starši zelo dobro domisliti, ne? To je zelo pomembno. Ja. Mulcih pa velikrat ne bojo niti, ne? Jih pa sam morajo doživljati kot nekaj, ob kar se zabijam. Ne? Ampak v mladinskih centrih, kako pogosto se je izkazalo, ko se je delal pravila skupaj z mladimi, da smo v končni fazi prišli na isti imenovalec. Saj si ne želijo nič kaj dosti drugačnega okolja. Sam ko odpreš debato, kako bomo pa mi tukaj, imamo ta prostor, kako bomo mi zdaj tukaj funkcionirali. Moramo se zmeniti za nek osnovni set pravil. Ampak ne, da jih jaz zdaj sugeriram, dajmo jih skupaj. Ampak sej pravzaprav si ne želijo nasilnega okolja. Ne, če daš pač to kot eden od meja, pač tukaj ne bomo tolerirali, ali pa recimo, ko smo se pogovarjali o nedovoljenem snemanju in slikanju, ne, ki ga pač, jaz mislim, da pač
ne moramo dopustiti tega, da se pač, ker je to eden od elementov lahko spletnega nasilja, da se pač kar fotka in se snema. In tako da je to lahko eno od pravil. Se je izkazalo, da si pač želijo tako okolje, kjer, ne bi tega počeli, ne bi skozi tega počeli. Tako da ja, ampak spet smo na tem, kako starše prepričati, da ne delajo meje. Kaj, da ne delajo? Da ne delajo, da jih začnejo postavljati, da pač potrebno je neke pametne, argumentirane meje, zakaj je nekaj, zakaj greš vsem spat ob 1 uri. Zakaj se ti zdi, da starši tle ne naredijo, da bojo všečni ostali svojim otrokom ali kaj? Kaj je največji psihološki trigger oziroma motiv, da tega ne naredijo? Da starši tega ne delajo? Jaz mislim, da jim nasplošno zmanjkuje vztrajnosti v tem, ker pač, dobro, to je zelo klasičen izgovor, da zmanjkuje časa za vse, ne? Ampak vztrajnost pri mejah je problem v tem, da ko ti enkrat začneš, ko se dogovoriš, da bo nekje meja, je moraš pač 100-krat ponoviti, zato ker mlada oseba pač ne bo tega držala, ker zakaj pa bi se? Vztrajati na tem 100-krat in tle se mi zdi, da enostavno, ne znam ti reči, kot da pač zmanjka živcev za to, ne? Tako pač ni več volje, še enkrat je treba to. Ne? Ampak kje se mi zaletavamo? Odnesi kozarce v kuhno, ne? Ja. So, ker so pač kozarci v dnevni sobi na kavču. Ampak vse to so vsi mladi imeli, pač pil je pa dal kozarc tako, ampak radi bi naučili neko, da ti pač da vzameš, ne vem, in tako. Ampak res je treba velike energije v to vložiti, pa se mi zdi, da ni dosti debate o tem, da vzgoja ene mlade osebe prinaša s sabo res veliko odgovornosti in da si moraš vzeti veliko časa. Ja, da je energetsko potratno, ne? Ja, in da si ampak da si ti mogoče po celem dnevu šihta, so ljudje pač res utrujeni in potem dobijo doma hiperenergetskega od mladega, ki ga pa zanima milijon stvari in bi rad tako, mami, oči, pošla sta, gremo. Jaz bi zdaj pa vse ti moram povedati, ker sem doživel v vrtcu, vse taka, pa imam pa itak 10.000 vprašanj okoli tega sveta in tako naprej in zdaj hočem tebe. In ti si pa med tem na kavču, tako, dajte mi mir, jaz bi sam pač mal, ne, ja pa peril je za pospraviti še, ne, pa tako naprej. Mislim, tako, družinsko življenje je pač danes zahtevno, ne? Ja, a veš, in tudi zaradi tega, ker so ljudje dalj časa v službah. Sigurno je en del tega, ker so pač naši starši so res končvali prej. Ne moramo tega, ob 2, 3 so bile službe končane in so ljudje prihajali zdaj, je pač kar do 5, 6. Koliko je teh staršev, ki morajo delati od doma in prinašajo, imajo laptope in joj sam na mail moram imeti, ne? Se pravi, nisi za družino prisoten, ne? Ker moram še 1 uro, veš kaj, moram nujne maile odgovoriti, ne? Ja. Čez vikende delamo, zato je šef rekel, da je treba v ponedeljek, zjutraj je treba eno prezentacijo, že ob 9, v petek nam je naložil prezentacijo, naredite čez vikend. Tako da starši niso v dobri situaciji in hkrati imajo pa še mulce, ki so pa kar enkrat zelo zahtevni, ja, in pa še prinašajo še te težke teme in pol pa ja, in kaj, zdaj se bomo še o Hitlerju pogovarjali, nekako zmanjka volje, ne, to je tisto. In tudi zaloge, ne, enkrat sem poslušal to metaforo z kamelo, ki ima zalogo v grbi, ne, vode. In tudi recimo ena taka teza je bila, da je COVID ljudem pobral ogromno zalog in da če bi se še nekaj takega zdaj zgodila, ne, bi vstopili že manj napojeni, ne. Jaz mislim, da to je res, da te debate tudi nismo imeli, koliko nas je pravzaprav COVID izčrpal. Naše resurse. Ampak ko si ravno omenil resurse, je pa tudi to, da žal pač veliko odraslih tudi ni opremljenih tudi informacijsko pravilno o stvareh, ki so okoli nas, kar pomeni, da ne morejo mladi osebi niti parirati v tej debati, ker enostavno ne vedo. Ja. In pa, če ne veš, ne moreš. In tle sploh pri najstnikih. Mulci imajo več časa brskati po argumentih. Ne? Ja. In ti argumenti so lahko napačni, ampak imajo jih pa. In to je konstanten problem. Problem je v šolah, kjer se mi učitelji pritožujejo, imam tam enega ful pametnega mulca, zdaj mi on pametuje o 2. svetovni vojni in o vplivu Japoncev na Pacifiško fronto. Zato, ker je ta mulc investiral ogromen del svojega časa v vpliv oziroma v Japonsko, obvlada plemiške družine na Japonskem, obvlada življenje. On je pač ratov ekspert, zanima ga Japonska. Če imaš čas, greš še zmeram lahko v vlogo učenca, ne? Ja. Od takega mulca, ker jaz to zelo verjamem, poslušaj,
ne govoriti, Ja. poslušaj prej. Ja. In tle se je pa res spremenil v zadnjih letih, ker če bi jaz hotel takrat v mojih časih, sem imel dostop do enciklopedij, do pač pisanih virov, ampak nisem pa mogel googlati cesarja Hirohita. Ampak jaz ga zdaj lahko in dobim in sem lahko ratam izjemen ekspert v zelo hitrem času. Sej, moji argumenti so mogoče malo tako šepavi. In zdaj, kako naj en tak starš parira enemu 13-letniku, ki kar naenkrat mi govori o pač kateri tanki so bili v drugi svetovni vojni, ki pozna modele tankov, ki pove, kako se je pač Tiger tank razvijal čez leta in tako, zdaj se me že zgubil, jaz nimam pojma o tem. Ne. To je tudi izziv za mladinske delavce, ne, ko te pač informacijsko, te pravzaprav šibajo, pa se nič narobe, ampak kot si ti rekel, ne, dajmo se učiti od njih, ne, pač o neki temi veš več, kaj jaz, kaj ne zdaj naredim, ne. Jaz ne morem biti nemogoče. Priložnost, da dati mu priznanje. Ne? Ja. A se spomnite, ne bi veljali iz grških časov, da Aristotel ne bi imel, ne bi bil zakladnica vsega takrat obstoječega znanja, ki ga je pa človeška družba imela, recimo. Ne? Mogoče nekje v preteklosti obstajal človek, ki je takrat vedel pravzaprav vse o vsem, zdaj to je tako nemogoče. Kvantna fizika, ljudje fiziki trdijo, da pač nimajo pojma o kvantni fiziki, nemogoče je o tem, kaj vedeti, in pa imaš to enega mladega, ki ti začne razlagati o kvantnih računalnikih, pol ti hoče nekaj v pospeševalniku v CERN-u in si že tako lost in space. Eni mladi mi govorijo jezike, ker se pač učijo tujih jezikov, v katerem jaz pojma nimam. Ne? Ja, imamo take, recimo prav, imamo mlade, ki hoče znati korejsko, ki poslušajo sicer mogoče K-pop, ampak in mi govori v korejščini, kaj ni zdaj jaz. Ne? Tako da nisem malo zabredel, ampak tvoje osnovno vprašanje je bilo, ne, kje starši, jaz mislim, da starši se zgubijo v poplavi vsega tega, kaj pravzaprav vzgoja sabo prinaša, in zgubijo volo in čas in energijo. Presega jih. Ja, in potem začnejo to prenašati in potem se gre ta ping-pong. Potem to prenesejo na šolo, dajte vi to v šoli zrihtati, šola vrne žogco nazaj, dajte to starši zrihtati, vsi skupaj lahko to, dajte to v mladinskih centrih zrihtati. Ne, to, kar smo mi vsi zafrknili, boste pa vi zdaj popedenali. Jaz mislim, da se jih pol tako, k žogce si jih pol podajamo. Ne. Ampak je pa res, da vse te stvari, ki se pogovarjamo, zahteva enormno energije in zahtevali bi tudi zelo veliko kadrov, no, ko si ravno rekla. Ne. Na Švedskem, jaz mislim, da je normativ števila mladinskih delavcev na 1000 mladih, ne, smo verjetno v nekem faktorju krat 5, krat 6, ne, ko je krat 5. No, sam tudi kadre imamo v šolstvu, pa to ne. Sam, tako kot Vesna Vugodina dobro rekla, že pred 20-15 leti, da so mladi zašolani, ne, v smislu, da pač nimajo ustreznega kompetenčnega nabora naloženega. Tako so tudi učitelji, pa nič slabega o posameznem učitelju, ampak na sistemski ravni je pač druge kompetence so zdaj pomembne. Ne pozabite na to, da pač povprečna starost slovenskega učitelja je zelo visoka. In ne pozabite na to, da na pedagoški fakulteti večina študentov ne želi delati v šolstvu. Mislim, to je nekaj, kar bi nas kot družbo resno skrbeti. Pa pomanjkanje učiteljev nasploh. Ne samo mladinskih delavcev, ki so veliko manj plačani kot učitelji. Mislim, kakšno je dejstvo zdaj v šolah, da učijo določene predmete študenti, ker enostavno ni kadra, ker ne najdejo fizikov. Imamo gigant, sploh ni naš problem v tem, da imamo premalo predmetov. Mi smo na sistemski ravni v tem, da pač šola niti kot delovno okolje ni za nekoga zanimiva, ker se pač naučil kaj zafrkavati. Ne. Za mlade ni prostor varnosti, tako da tle imamo res velik problem. In pol, ko nimaš kompetentne osebe, s katero bi ti, kot mlad človek v šoli sploh debatiral, mislim, da začneš zgubljati in upanje v odrasli svet, ker so pač tam ljudje, ki so ali zgarani, ali pa se res preveč rigidno držijo zgolj tistega, kar je treba pač vzeti kot snov naprej, ne, ampak ne vem, smo zelo zabredli. Ti si se zamislila globoko? Jaz sem se malo zamislila, kam... Poslušalci mislijo, da si šla na WC. Ne, ampak tako sem se zamislila, kam nas vse pa pele, glih to, kar si rekel. Ne. Jaz osebno sem precejšen pesimist, jaz mislim, da smo zabluzili. In jaz tudi mislim, da res ne vidim upanja, da se rešujemo iz tega. In zato pravim, da sem na robu obupa, ko sem videl spet zadnjo spremembo osnovnega šolstva. Spet v rokah so bile škarje in platno in se gre v
zame popolnoma napačno spremembo. Ker sem videl, sistem ostaja isti desetletja, svet se radikalno spreminja in mi se delamo, da tega ni. Mislim, tako da kaj bo to, ne vem, jaz nisem res precejšen pesimist. Kako se ti to kaže, da si obupal? Obupal v smislu tega, da se ne lotaš nobenega projekta več, ali tako da... Jaz mislim, da sicer v nekem mikrookolju se da, ne, se tako kot danes, ne, danes se mi super razumemo, vse je v redu, nekdo bo to poslušal, mogoče bo celo nekaj dobrega od tega odnesel. Jaz vem, da je to kapla v morje. Obupan sem glede tega, da tisto morje je zelo veliko. Ne? Ali pa zdaj ne govorimo o tem, o prepoznanosti mladinskega dela, če bi o tem, ki jaz mislim, da kljub zdaj letom in letom je še vedno na zelo nizkem nivoju, da neke prave volje, pa če rečemo na državni ravni, pa res ni zato, da bi temu res prpelo, tako, to je zelo, zelo pomembno delo. Da imamo več veljave in da imamo tudi več ljudi. In pa na tem, obupam glede tega, ko poslušam bolj od znancev in prijateljev, ki imajo otroke, kaj se jim dogaja v šolskem sistemu in so to res samo take grozljive anekdote. Od neznanja do nekih absurdnih situacij, ki tako res, ko je logika res rekla, adijo, se rečeš tako, kaj tvoje hčerke morajo hoditi. Tisti, ki bojo lahko, jih bojo zaščitili, ne? Ja. In se bo javno še bolj razkrajalo, ne? Ja. Jaz mislim, da to gre v smer tega, da bo lahko zasebno šolstvo za tiste, ki si to lahko privoščijo in kjer boš dobil visoko kvalitetno storitev, za katero boš dobro plačal, in v javnem boš dobil sranje. Kjer bo sam glih tok, da je kader nemotiviran in bo da to je smer, v katero gremo in to me res skrbi. No? In, ne vem, prihodnost, če ne bomo res obrnili barke, ampak ne zgleda, no, da bi bil nek konsens. Ne zgleda, da smo že dovolj nizko, se veš, kako je pa druga res, da bomo na dno. Ne zgleda, da smo se že odbili. Ne. Še padamo. Lahko bi, seveda še padamo. Poglejte, zdaj, ko smo že bolj proti koncu, ko se je v Beogradu zgodil ta grozen primer streljanja, je završal. Z ministrstva so začeli prihajati pozivi nujno takoj delavnice o nasilju, zato ker je mlada oseba vzela strelno orožje in šla, halo, en teden, 14 dni, pa so bile pa počitnice. Konc, ja. To je ta omamljenost, in ta pomankanje fokusa tudi pri odraslih konc. Ja, pri odraslih. Da bi človek rekel, fokus moj je tole in na tem bom delal zdaj nekaj let. Ne? Ja, ko se je na Netflixu pojavila ta serija Adolescenca in ko so začeli se pogovarjati, da bodo v Angliji to predvajali mladim in tako naprej, 14 dni je bilo v Sloveniji haos. Vsi smo govorili o tej seriji, nujno bi morali to mladi videti, ker je noter medvrstniško nasilje, kaj do tega pripelje. 14 dni. Pa se pojavlja že neka druga tema. Ne? To me skrbi, da nimamo te kondicije. Ribice, ja. In da se moramo res odbiti od dna, da se mora zgoditi res težek primer, ali se vsakih par mesecev se pa zgodi primer medvrstniškega nasilja, ki se posname na spletu in pol je to, ampak ste videli, kako je to, in pol je to za en teden. Mladi so se spet snemali, ko so pretepali unga in kaj je naredil unravnatelj. Mislim, to me skrbi, da smo tako res, res zlate ribice na to in ne vem, ne zdi se mi fajn, v kakšni družbi živim, res ne. No. Kaj ne rečem, odprli smo, ni več. Ja, mislim, da bi lahko šli še... Zdaj bomo v slabem tonu končali. Ja, ampak to je povabilo k naslednji epizodi. Kdo je zdržal, da sem... Kaj pa zdaj vajen koncept se je izkazal? Je to, kar ste želela? Ja, meni ali je še ostalki odprtega? Ne, meni... Midva sva, po moje, tebi najbolj hotela zastaviti vprašanje, ki je naslov podcasta, se pravi Mladi danes. Ponavadi imamo ožjo temo, s tabo pa, kakor sem naju razumel, sva imela pa glih to temo, Mladi danes. A potegnemo še eno črto. To bi res rad, da se nekje sliši. Mladi imajo duševne stiske. Ne zmišljujejo si. To je del tistega neobsojajočega. Imajo težave z depresijo in z anksioznostjo? Ja, imajo. Ni to, da so ni to v trendu, ne iščejo pozornosti, ni finta v tem, v stiski so. A so osamljeni, ko si njive so imela? Ja, mnogi so zelo osamljeni in ne najdejo neke sorodne duše v tem svetu, ker je pri poplavi ljudi res problem. Ampak ne najdeš nekega sogovornika, sogovornice, nekoga, ki bi skupaj preživljal čas,
odrasli so te razočarali. To osamljenost je to, da jih razmetava glede tega, kaj pač ta svet ponuja. Spet, ali rečemo informacijsko, to je res huda zmedenost. Mene bi tudi, po mojem, če bi bilo 80-ih tole vse. Tako, veliko je vsega. No, mislim, pa se pravim, od vprašanja spolne identitete, do vprašanja nasilja, do vprašanja tega, kaj bom jaz v prihodnosti sploh počela. Vsi neki hočejo od mene, neki tako, da je naredže to gimnazijo, pa pač izber si dober faks, pa pač in tako naprej. Tako da, če so to mladi danes in pa to, da je zelo malo odraslih, ki se res želijo z njimi res pogovarjati, ti si prej rekel, jih poslušati, ko imaš sploh zapovedati, mnogi bi pa radi pač pridigali, no, kaj bi pač morali mladi početi, tle se pol ušesa zaprejo in se te grejo na telefone, dajo si slušalko in si mislijo, kot je šljivi. Mladi živijo le po noči, ker jih po dnevi nihče ne potrebuje, je Galimberti, ne, rekel. Hvala, Matic. Ja, hvala. Hvala za vabilo. Mislim, da si naredil tak vtis v temle, da te bova še na kakšno epizodo povabila, oziroma tudi Benjamin na in tretji sogostitelj. Z veseljem, če bo. Hvala.